Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, cenjeni gostje, govorci in vsi zbrani udeleženci na spletnem posvetu, prav lepo pozdravljeni. Veseli me, da nas trenutno na spletnem seminarju posluša kar 201 slušatelj. Prav lepo vse pozdravljam, še posebej študente, ki so se nam pridružili. Upajmo, da boste od tega posveta čim več odnesli. Moje ime je Barbara Kostanjšek in kot predsednica Društva krajinskih arhitektov otvarjam današnji spletni posvet z naslovom Hladna mesta za vroč planet, pomen prilagajanja na podnebne spremembe v urbanih območjih. Podnebne spremembe postajajo z vsakim letom večji izziv, kateremu pa ne smemo posvečati pozornosti zgolj ob ekstremnih vremenskih pojavih, ki nas na spremembe v podnebju opominjajo s povzročanjem škode, ampak se je potrebno na tovrstne izzive pripraviti in se jim prilagoditi. Učinki podnebnih sprememb postajajo vse bolj opazni, v prihodnosti pa lahko pričakujemo njihovo nadaljnje stopnjevanje, predvsem pa bo to najbolj zaznan in obsežen izziv v urbanih območjih, ki so že zdaj obremenjena, zlasti ob pojavu vročinskih valov. S kakšnimi izzivi se v urbanih območjih trenutno srečujemo, bomo izvedeli v prvem sklopu posveta, v drugem in tretjem sklopu pa, kako z odgovornim prostorskim načrtovanjem ukrepati in nasloviti izzive podnebnih sprememb. Izzive, ki jih prinašajo, v prostorsko načrtovanje vnašajo novo dimenzijo, ki zahteva celostne in dolgoročne premisleke. Na posvetu bomo tematsko obravnavali različne pristope, ki so že uveljavljeni ali pa se še uveljavljajo v teoriji in praksi na različnih ravneh obravnave s poudarkom v urbanih območjih. Posebno pozornost bomo namenili načrtovanju in upravljanju mestnega okolja, zlasti na primeru mesta Ljubljane kot primera dobrih praks in možnih pristopov. Ključna prednost posveta bo celostna obravnava problematike, saj ne bomo naslavljali le tehnološko-ekološke plati prostorskega načrtovanja kot odgovor na izzive, temveč tudi družbene razsežnosti in možne poglede naprej in možne prihodnje rešitve. S tem želimo pokazati, da zgodnje in celostno ukrepanje v obliki kakovostnega prostorskega načrtovanja pripomore k večji kakovosti in udobju prebivalcev mest, kot tudi gradi osnovo za vzdržnost mest v prihodnosti. Prizadevamo si, da z vsebino posveta pomagamo začrtati priporočila za prihodnje načrtovanje in oblikovanje podnebno odgovornih urbanih območij. Kje v Sloveniji se trenutno ob teh izzivih nahajamo, pa bomo lahko slišali sedaj v nagovorih naših cenjenih gostov, predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne občine Ljubljana, s podporo katerih ta posvet danes tudi izvajamo.